Živijo, močno upam, da ste ok v nogometni Angliji, kljub temu, da smo komaj sredi januarja, seveda vrem, zato še toliko bolj dobrodošli zdaj že v 16. Hervisov tedenski dopisniški komentar. Medtem ko je Liverpool kot prvi v sezoni in to v kakšni tekmi dal vetra Manchester Cityju, se zdaj med tednom razburjenja seveda selijo nazaj na nogometno tržnico. Transfer market ali prestopni rok bo odprt čez slaba 2 tedna. Zdi se, da posebnih presenečenj tudi pri kupčijah z igralci ni pričakovati. Izjema je gotovo Arsenal, ki mora poskrbeti tudi za okrepitve, ne samo za razprodajo. Kaže namreč, da mu brez zmage v Ligi Evropa v prihodnji sezoni ne bo uspelo vskočiti v elitno in precej bolj donosno Ligo prvakov. Manchester Unitedu je tak načrt lani, kot vemo, zelo lepo uspel. Sicer pa kadrovske rošade v tem času lahko za marsikoga od igralcev predstavljajo resno opozorilo, če ne kar grožno. Alexis Sanchez bi iz Unitedove enajsterice seveda kaj lahko izrinil koga od angleških reprezentantov, ki bi mu zato lahko ušla priložnost nastopiti na to na svetovnem prvenstvu. Podobno se lahko pripeti tudi v zadnjem času zaradi res slabih predstav zelo kritiziranemu Chelseavemu vezistu Timoju Bakayoku, ki se je komaj uvrstil v francosko reprezentanco. Čez vikend imamo v Premier Ligi na sporedu že 24. krog, tam sicer brez izrazitih derbijev, toda Manchester United na gostovanju v Burnleyju, prav tako Chelsea v Brightonu, kaj šele Tottenham v Southamptonu, zmage ne čakajo na pladnju. Arsenal bo doma zamotil zanj vedno neugodni Crystal Palace. Zato pa Manchester City že v soboto obišče Newcastle, ki kljub dolgotrajnim napovedim in špekulacijam vendarle ne bo še dobil novega lastnika, kar za slavni klub ni ravno spodbudna novica. No, končalo se je, kot verjetno že slutite. Tole šerajte in lajkate, jaz sem Matjaž Ambrožič in vam kličem na svidenje na Hervisovem Facebooku iz Londona že čez teden. Čau.